Ne vem za vas, ampak jaz sem v teh časih karantene ultra produktiven. Nisem. Upam, da ste zaznali sarkazem v tej izjavi ali ironijo. Ne vem, ni pomembno. Do zdaj nisem vedel, da ima Instagram v aplikaciji vgrajeno eno vljudno sporočilo, ki ti sporoča, da nehaj scrollati, da odloži telefon, ker itak ne boš videl nič več novega. Moji časi uporabe telefona limitirajo v neskončnost in zdaj sedim tukaj in se sprašujem, kaj je narobe z mano. Meni se zdi, da nič. Nisem prepričan, ampak meni se zdi, da je to povsem normalno. A je? Vi povejte. Po eni strani imam občutek, da bi zdaj, ko vam pa res ves čas na svetu, moral biti ultra produktiven, po drugi strani pa sem čudno paraliziran in zataknjen. Po eni strani imam občutek, da bi moral spremljati vse, kar se dogaja, po drugi strani pa vidim, da rabim nujno malo odmora od vseh novic, ker če ne se bom požrl. V različnih situacijah smo. Nekateri smo malo na delu, večinoma doma, nekateri opravljate nujne službe, marsikdo je samo doma. Marsikdo ima šolo na daljavo. Otroci, če kdaj pa je zdaj res čas, ko je kul ubogati starše. Nekateri ste starši. Kapo dol. Veliko ljudi dela v zdravstvu. Vsa čast in hvala. Še več, obstajajo tudi ljudje, ki hkrati delajo v zdravstvu in so hkrati starši ali pa partnerji ali pa otroci ali pa karkoli. Tukaj mi zmanjka besed. Ampak mislim, da moramo vsi na nek način aktivno začeti skrbeti zase. Se poslušati in ravnati v skladu s tem. Iskati načine, kako se konstruktivno spoprijemati s čustvi in skrbeti za svoj mir. Ampak jaz nisem strokovnjak za to. In čeprav ima internet to mamljivo možnost, da pametujemo o vsem, se bom vzdržal. Sem pa od spodaj v opis videa nalepil, mislim, da eden ali pa dva članka, ki sta mi zelo zanimiva na to temo, lahko si jih preberete. Poleg tega pa je ta video sneman iz položaja človeka, ki je večinoma doma, ampak zaradi tega nočem, da izpade brezbrižen do drugih, ki mogoče nimate te možnosti. Govorim iz svoje izkušnje, komentarji pa so prostor za vaše, izmenjava perspektiv je super stvar. Ok, meni iz te luknje, v katero včasih padem, najbolj pomaga rutina. To sem drugače zvedel v Izodromu. To je bil nasvet otrokom, da naj si sestavijo svoje urnike in da naj se jih poskusijo držati. Glede na to, da je na voljo zelo veliko časa, je potrebno ga nekako strukturirati. To je v resnici super nasvet za vse. Se pravi, oblikovati redne okvire za dejavnosti, ki jih rad počnem in se tudi truditi, da jih izvajam, čeprav se mi včasih mogoče ne da. Ampak potem, ko se stvari lotim, vidim, da je pa vseeno, ko nekaj naredim, to res dober občutek. V tem do sebe nočem biti prestrog, ni potrebe po komaj izvedljivem natrpanem urniku. Jaz recimo sem si rekel, da bom poskušal vsak dan pred spanjem vsaj pol ure na dan brati in pa enkrat na dan telovaditi. Poleg tega je del moje rutine od ponedeljka do petka tudi snemanje te mladinske oddaje Izodrom. Ampak spet, jaz nisem strokovnjak za urnike, organizacijo dela in tovrstno psihologijo, govorim vam samo, kako sem se tega lotil sam. Sem pa, in to si upam trditi, strokovnjak za nekaj drugega. Odkril sem, da mi dobro dene, če se lotim drobnih stvari, ki me razveseljujejo in so v svojem bistvu v resnici precej neumne. In to, dragi moji, pa je res moje področje. By the way, mislim, da je nosilnost te mize precej manjša od moje teže. Prosti miza. Dobro, tole je moj asociativni seznam za malenkosti, ki vas mogoče razveselijo ali pa vam porodijo kakšno drugo idejo. Najprej, nedokončani projekti. V mojem primeru, pospravljanje. Dobro dene. Tole pisarno, ki ste jo zdaj malo videli že znotraj teh kadrov, sem si v teh 3 tednih, no ja, to je trajalo kar dolgo, res uredil in pospravil in zdaj se počutim dobro. Live streamanje je tudi nekaj, česar sem se hotel lotiti že nekaj časa in zdaj to počnem na YouTube kanalu. Pa se vidite, internet je zdaj peskovnik za karkoli. Tako da, če hočete, pridite. Karte! Nisem čarovnik. Karte so svetovna stvar. Lahko jih igraš sam, lahko jih igraš v paru, lahko jih igraš v skupini, tudi prek neta. Če si sam, okej. Pasjansa, ampak s kartami lahko počneš še 3000 drugih stvari. Lahko se naučiš kakšnih trikov,
ki jih jaz sicer ne znam. Tole je edini v mojem pasu trikov. Lahko z njih gradiš, ne vem, piramido. Zdaj bom naredil eno piramido. Ok, to je precej težje, kot sem mislil. Tega ne znam, znam pa metati karte. Kar sem hotel reči, s kartami se da početi cel kup reči in v resnici se da z vsemi stvarmi v našem stanovanju početi še 3000 drugih reči, ki jih mogoče najprej ne bi predvidevali. Kaj še imamo? Že od nekdaj hočem izboljšati svoje slepo 10-prstno tipkanje in spletna stran keyber.com se je izkazala za odličnega kompanjona v tistih parih minutah, ki se mi ne da na računalniku početi tisto, kar bi mislil. Poglejte. Ne bi pomagala pri učenju 10-prstnega tipkanja. Meni je zabavna. Branje je res super. Če knjig nimaš doma, se jih da dobiti tudi na spletu. Spodaj sem dal nekaj povezav. Če se ti kdaj ne da brati, se da knjige tudi poslušati. V vsakem primeru pa sem jaz ugotovil, ker že nekaj časa nimam te redne bralne kondicije, da moram knjigi ali pa pač branju najprej posvetiti nekaj časa, da me potegne noter in potem lahko vztrajam. Seveda pa večkrat, ko to probaš, hitrejši in boljši si. Večji užitek je. Pisanje je tudi super. Ali dnevnika, ali pa zapisovanje kakšnih zapiskov, če spremljaš kaj prek spleta. Poleg tega pa se da s svinčniki početi 1001 stvar. Obstaja celo en kup tutorialov na spletu o raznih trikih, svinčnikih. Kdaj se jih boš naučil, če ne zdaj? Random zafrkavanje in klici prijateljev, bližnjih, družine. Obstaja 3001 način, kako lahko ljudem težimo na spletu. Zakaj ne bi tega izkoristili? Potem recimo, iskanje stvari v stanovanju, ki jih imaš tam že 1000 let, pa jih doslej še nisi uporabil. Recimo tole. Ali pa tole. Zakaj vam jaz same igrače doma? Dobro, to ni nujno, da so igrače, ne? Pač nekaj, kar vam je zabavno, pa ste mislili, da nikoli ne boste imeli časa, da bi se tega lotili. Računanje na pamet. Včasih si kdaj napišem en račun, recimo kakšno zapleteno množenje, preden štartam od doma do RTV-ja in potem poskušam to na poti izračunati. Redko kdaj sem uspešen, ampak se nima veze. Ne vem, iskal sem kakšne zanimive igre na telefonu, ampak nisem imel sreče. Netflix sem tudi malo da ne izžel. Obstaja cel kup zanimivih spletnih strani, ki ponujajo trenutno zastonj spletne tečaje, recimo tudi kakih univerz. Vam bom dal kakšne linke od spodaj, delavnice, workshopi, predavanja celo. Ampak ne vem, jaz se trenutno ne morem zares spraviti zraven in potem se po nepotrebnem forsiram. Zdaj eksperimentiram z eno krajšo spletno delavnico, ampak jo meljem zelo počasi. Potem pa nič, snemam cel kup neumnosti in poskušam iskati načine, da se lahko ustvarjalno izražam, ker me to veseli in vidim, da v tem nisem sam. Prosim, poglejmo si tole, prosim. Ne morem verjeti. YouTube mi ne pusti predvajati glasbe, te Friends Theme Song, tako da poglejte na linku spodaj. Zdaj sem dojel, to je v bistvu hvalnica neumnosti. Cel ta video. V teh časih je ključno, da ohranjamo zbrane misli, trezno glavo, ampak po mojem je pa res pomembno za to poigravanje z neumnostjo. Ni treba, da smo ultraproduktivni, v bistvu nam nič ni treba. Lenarjenje je super, če pa postaja v easy destruktivno, potem pa poiščite načine, kako prijazno poskrbeti zase. Če želite še kak predlog, imam na tem YouTube kanalu kar precej vodičev za žongliranje, papirnata letala, Rubikove kocke. Po mojem jih boste zdaj lahko poklikali, če hočete, ampak ne pozabite. Vi najbolj veste, kaj vam paše in v teh hecnih časih se ne rabite frustrirati s tem, da bi bili najboljši, najbolj produktivni in naredili 3000 stvari v enem dnevu. Že ena stvar na dan bo luksus.